Še enkrat lepo zdrav vsem skupaj. Uvodoma še želim zahvaliti Nogometni zvezi in pa Zvezi nogometnih trenerjev za povabilo. Jaz mislim, da je prišlo v pravem času. Nažalost je danes postal doping sestavni del športa in na nek način se ne moramo dovoliti, da ga obidemo tako ali pa drugače. Razlika med mojim naslovom in pa naslovom, ki ste ga imeli v vašem programu, je vloga trenerja v preprečevanju dopinga. Mi smo raje zapisali vloga trenerja v čistem nogometu. Čisti nogomet, čist šport, clean sport je tisto, kar je v bistvu naš cilj, k čemu se prizadevamo. Mislim, da je bistveno bolj lepše zveni kot borba, boj proti dopingu. Doping sam ima negativno konotacijo, predstavlja marsikaj slabega, zato na nek način želimo čistiti šport. Skupaj s kolegico dr. Nino Makuc bova v tem kratkem času poskušala predvsem razložiti in povedati, kaj ne doping. Zakaj dopinga ne v športu? Zato, ker je to v bistvu nekaj, kar je v nasprotju s čistim oziroma fair playem. Ko so vprašali brazilskega novinarja, kateri je najbolj popularen šport v Braziliji, je odgovoril zelo hitro odbojka. Je rekel vprašajoči, kaj pa nogomet? Je rekel nogomet. Nogomet ni šport, nogomet je religija. In verjetno to res, nogomet je definitivno najbolj razširjen šport na svetu, ne samo v posameznih državah ali v Braziliji, in zato je v bistvu nogomet del družbe. In mi zelo radi rečemo, da je šport ogledalo družbe. In vse tisto, kar se dogaja v družbi, se zagotovo dogaja tudi v športu. Govorim predvsem o nepravilnostih oziroma gledam v svet nepravilnosti, s katerimi se dnevno srečujemo v vsakodnevnem življenju, kot tudi na športnih stadionih in pa na športnih igriščih. Zdaj med temi nepravilnostmi ne moramo mimo nasilja v športu. Govorimo o različnih oblikah nasilja, od nasilja v družini do nasilja nad športniki, nad športnicami, do zlorab in nadlegovanja v tem naših medsebojnih odnosih. Nenazadnje lahko govorimo o siljevanjih, o psihičnih pritiskih, ki se dogajajo tako nekoč na nivoju dnevne komunikacije med trenerjem, med športnikom ali športnico. Iz tega naprej lahko preidemo na razne finančne malverzacije, na goljufije, na korupcije in nenazadnje na nameščanje rezultatov oziroma izidov športnih tekmovanj. Tako imenovani match fixing. To so vse stvari, s katerimi smo obremenjeni oziroma je obremenjena naša družba in ta šport je sestavni del te družbe, zato je na to treba gledati. In nenazadnje in ne na kraju doping. Kaj v bistvu doping je oziroma zakaj gre pri dopingu oziroma pri zlorabi zdravil oziroma uporabi prepovedanih snovi. Kaj dejansko je doping? Zelo enostavno je to v naših športnih pravilih. V Svetovnem protidopinškem kodeksu napisano, oziroma po kodeksu doping je kršitev enega ali več protidopinških pravil. In tu v bistvu naše znanje ali pa naše razmišljanje dostikrat obstane in tudi ljudje se ne sprašujejo, ali lahko doping tudi kaj več. Enostavno ja, bil je dopingiran, kršil je pravila in zdravo. Čez 3 tedne, čez 1 mesec, čez pol leta bo zopet nazaj na igrišču oziroma v športnem procesu. Ni tako. Doping je v bistvu, vsaj v smislu bistveno resna stvar, je zavržno dejanje, je goljufija, je prevara, je zavajanje, je kraja. Kaj bo danes rekla Marija Šestak, ko bo po 10 letih prejela medaljo svetovnega prvenstva v atletiki? Bila je ukradena, bila je zavedena, bila je narejena prevara. Vse to na podlagi dopinga. To se pravi, ta doping je bistveno več, kot samo mislimo. Je povezan s preprodajo in ga tudi po slovenskem kazenskem zakoniku uvrščamo med kaznivo dejanje. To se pravi, doping je mi mu rečemo fenomen družbe iz več razlogov. Zato je tudi boj proti dopingu treba resno obravnavati vsaj z 3 področji. Prvič, z področja športne organiziranosti, govorimo o uspešnem oziroma dobrem upravljanju. Vaše športne organizacije morajo imeti pravila, ki so sodobna, ne da so stara 30 let in na nek način pravila sledijo vsem dogodkom, ki se odvijajo. Drug pomemben del je bil medicinski segment oziroma stroka, ki je močno vpeta v ta dopinški proces, enostavno zato, ker gre na eni strani za razvoj in na drugi strani za razvoj metod in tehnologij za odkrivanje
In tretji pomemben sestavni del oziroma področje je pravna stroka, ki s protidopinškimi pravili in pa celo zakoni postavlja osnovo za dobro in pa pravično regulacijo. Mi moramo v vsakem primeru zagotoviti najvišje možne standarde, tako na strani športnikov, ki so v postopku, kot na strani organizacij, ki vodijo boj proti dopingu. To se pravi zagotovo pomembno področje in pa zahtevno področje predvsem. Tako da stvar ni tako enostavna. Zdaj, kako je nogomet povezan z dopingom? Na slajdu lahko pogledam neko primerjavo, in si jo lahko vsak po svoje interpretira. Gre za primerjavo med kolesarstvom in nogometom. Vsi veste in vsi mediji poročajo dnevno, koliko veliko dopinga je v kolesarstvu. Mednarodna kolesarska zveza je definitivno zveza, ki investira največ milijonov evrov vsako leto v program boja proti dopingu. Vendar te razlike med nogometom in kolesarstvom so zelo majhne. Statistika ima svojo moč, vendar kljub vsemu za četrtino se recimo razlikujejo rezultati od leta 2012 do 2016. Kar pomeni, da doping v športu in pa v nogometu je prisoten. In če bo kdo rekel, da temu ni tako, se mi zdi, da se ne zaveda resnosti situacije. Kaj pomeni danes ruski škandal, ruski dopinški škandal v svetovnem športu, lahko spremljamo tako vsakodnevno. Zakaj? Zato, ker je v tem primeru sistemski doping, ki je bil uveden in ki se je izvajal v Rusiji, seveda postal obsojen in ga je Mednarodni olimpijski komite označil kot tisto zoper, kar v osnovi načenja integriteto celotnega športa, ne samo ruskega. In zato je Rusada kot ruska antidopinška organizacija še vedno izključena iz svetovnega športa, zato ruski športniki v Pjongčangu na olimpijskih igrah ne bodo mogli nastopati v okviru ruskega olimpijskega komiteja, ker ruski olimpijski komitej ni povabljen na olimpijske igre. To se pravi, Mednarodni olimpijski komitej skupaj z Svetovno protidopinško agencijo vodi politiko na podlagi ugotovljenih in dokazanih protidopinških kršitev v ruskem športu. Kaj se bo zgodilo s svetovnim prvenstvom, nogometnim prvenstvom sredi 2018 v Rusiji, še vprašanje z tega zornega kota, kajti FIFA je bila pozvana in FIFA vodi procese oziroma preiskave zoper vključenih v poročilo, kot mogoče veste, so omenjeni tudi nogometaši. Nogometaši so bili definitivno tudi del programa, dopinškega programa v Rusiji. Kako funkcionira dopinška skupnost? To je nekaj, kar je unikatnega v svetu. Ni nobene druge dejavnosti, ki bi bila povezana na tak način, kot je povezan boj proti dopingu. Gre namreč za kar nekaj igralcev, ki so pomembni, in sicer v prvi vrsti sta to Mednarodni olimpijski komitej in pa Paraolimpijski komitej. To je ena stvar. Druga stvar, Mednarodne športne zveze, Nacionalni olimpijski komitej in pa Paraolimpijski komitej, nacionalne športne zveze, vlade držav podpisnic konvencij, nacionalne antidopinške organizacije, regionalne antidopinške organizacije, zasebne protidopinške agencije in pa pomemben segment so akreditirani laboratoriji strani vlade. To se pravi, gre za simbiozo vladnih in nevladnih organizacij, ki skupaj sodelujejo v tem. Doping je načelno problem športa, vendar ga šport sam ne more reševati, zato je potrebna velik interes oziroma velik angažma tudi strani vlad. Vlade so tiste, ki zagotavljajo represivne sisteme oziroma organe pregona, ki sodelujejo v programih oziroma v projektih boja proti dopingu. Zato je ta medsebojna kombinacija absolutno nujna. Zdaj, če se ves pogon, ki je bil omenjen, koordinira in na nek način spremlja Svetovna protidopinška organizacija ali kratko WADA. Njene temeljne prioritete so nadzor nad skladnostjo pravil. Gre namreč za to, da WADA ima svoj mednarodni svetovni protidopinški kodeks. To je temeljni dokument, malo več kasneje o tem. In na podlagi tega mora vsaka organizacija, vsaka država, vsaka športna organizacija za svojim protidopinškim programom na nek način biti skladna s svetovnim kodeksom. Ko ta skladnost ne funkcionira, prihaja do odstopa od pravil in zato so te organizacije, ki niso skladne z svetovnim protidopinškim kodeksom, na nek način sankcionirane.
oziroma ne sodelujejo. V tem trenutku to ruska protidopinška agencija. Nadalje sodelovanje z organi pregona, to, kar sem že dejal. Nujno je sodelovanje tako za policijo, tako za carino, tako za pravosodjem in pa sodnim sistemom enostavno zato, da postopki, ki preidejo iz športnih pravil na kazenske kršitve, da jih obravnavajo organi pregona. Obveščanje in izobraževanje je segment, ki je zelo pomemben, celo pomembnejši od samih programov testiranj. Mi moramo mlade športnike ozaveščati, mi moramo povedati, kaj je prav in po temeljnem oziroma po pravilniku, po kodeksu, vsak športnik, vsak nogometaš ima pravico, njegovo temeljno pravico, da je o problemih dopinga informiran in da ga v bistvu ozaveščamo. Zadnja študija, ki so jo delali Nizozemci in pa Britanci, pravi, vkolikor bi bili trenerji ustrezno izobraženi oziroma ozaveščeni v zvezi z antidopingom, potem športniki njihovi ne bi potrebovali izobraževanja in ozaveščanj. To se pravi, zagotovo je vaš vpliv na športnike, na zavedanje o nevarnosti dopinga ključen. Dalje, znanost in medicina, ne gre brez tega, tehnologija gre blazno naprej. Bad boysi na eni strani imajo 100-krat več denarja kot tisti, ki ga preprečujejo, zato je doping vedno en korak naprej. Ampak to je sestavni del, enako je v kriminalu. Večina dopinških sredstev se distribuira po metodologiji podzemlja, to se pravi, kriminalne združbe se ukvarjajo s preprodajo. Protidopinški razvoj je seveda razvoj tisti, ki stalno bdi nad tehnologijami in v bistvu vsakodnevno išče nove pristope in pa nove metode, s katerimi odkrivamo zlorabe in pa na koncu protidopinška koordinacija oziroma ADAMS, to je centralni informacijski sistem, v katerega so vnešeni vsi podatki iz celega sveta, vseh športnikih, vseh laboratorijih, vseh bioloških vzorcih, skratka, vse se zbira na enem mestu, kar seveda omogoča tudi kasnejšo analizo in pa rezultate, povratne informacije. Govoril sem o kodeksu, se pravi, prvi nivo je svetovni kodeks, imamo 6 mednarodnih standardov, ki urejujejo posamezna področja, testiranja in preiskave, laboratorije, terapevtske izjeme, lista prepovedanih snovi, varovanje zasebnosti osebnih podatkov. To so podatki in pa 6. standard, ki je pa v zaključni fazi sprejemanja, je pa mednarodni standard za skladnost nacionalnih pravil za svetovnim protidopinškim kodeksom. Zdaj, kot je bilo rečeno, šport sam ne more tega regulirati, zato bo zelo pomembno, da bo vsaj v nadaljevanju tako vladna kot nevladna struktura našla skupen interes in pa oblikovala tako imenovano neodvisno strukturo, ki bo upravljala z bojem proti dopingu. Zelo težko je, če obstaja konflikt interesov med posameznimi organizacijami in tistimi, v bistvu, ki preganjajo doping, zato je, bom rekel, ta konfliktna situacija, v kolikor se nahajajo dopinške organizacije znotraj mednarodnih športnih zvez, lahko na nek način moteča. Na drugi strani pa, če bomo želeli zaščititi športnike, če bomo hoteli obdržati integriteto športa, bo izobraževanje in pa ozaveščanje ter informiranje predvsem mladih športnih generacij tista ključna aktivnost, do katere moramo priti. In če grem zdaj na nacionalni nivo, v Sloveniji imamo od konca leta 2013 ustanovljeno nacionalno antidopinško organizacijo, ki se imenuje Slovada. Mi smo prisotni v nogometu zdaj že 4 oziroma 5 let, od prve lige do druge mladinske oziroma kadetske lige za izobraževanje, za testiranje. Ampak to je zgolj en segment, drugače pa 5 naših področij, testiranje in upravljanje z rezultati, se pravi testni programi v različnih športih, na tekmovanjih, izmed tekmovanj, sistem podeljevanja terapevtskih izjem, pomemben segment, malo tem več kasneje, svetovanje organom pregona, športnikom, zdravnikom, medicinskemu osebju na splošno, vsem, ki imajo težave, vsem, ki imajo vprašanja na tem področju, veliko sodelovanja z mediji, preventivni programi, to je tisto, kar je ključno in tukaj smo tudi, bom rekel, v evropskem merilu najbolj prepoznavni, razvijamo in imamo metodo mladih protidopinških ambasadorjev, ki na nek način svojim vrstnikom, mladim športnikom prenaša to znanje in
informiranje, naša spletna stran www.slovado.si, potem Facebook in pa Twitter, to so vsa državna mreža, preko katerih bi rekel, stalno aktiviramo in delujemo, oziroma smo aktivni. Zdaj, pravice in dolžnosti igralcev, športnikov. Ja, v vsakem primeru je treba to vedeti in to morate vedeti tudi vi. Tako igralci kot vi na nek način morate bistveno bolj se seznaniti s temi pravili, ki obstajajo in je zato to poznavanje pomembno. Nadalje, poznati snovi in pa postopke v športu, ki so v športu prepovedane. Ta shema oziroma standard je zahteven, je obsežen, vendar je zelo dobro, da če drugega ne, ko grejo športniki, vaši igralci, k zdravniku je treba povedati, da so športniki in da morajo zato imeti poseben status in na te stvari treba opozarjati. Dalje, izpolnjevati zahteve glede terapevtskih izjem, to bom povedal na naslednjem slajdu, poznati tveganje pri uporabi zdravil in prehranskih dopolnil. Nina kasneje o teh stvarih govori, ampak to so stvari, ki jih športniki na nek način morajo vedeti oziroma morajo biti o teh stvarih obveščeni. In pa vaše sodelovanje. Če je športnik povabljen na doping kontrolo, mora pri vas imeti podporo, mora imeti nekoga, ki bo z njemu prisoten na doping kontroli. Tako da ta vaš segment, ta vaša odgovornost je zagotovo velika. Sicer ima pa športnik, ko gre na doping kontrolo, pravico do spremljevalca, vkolikor je v tuji državi tudi do prevajalca. Vsaka informacija, ki jo ima, jo mora in jo lahko in ima pravico jo izpostaviti in ne mora dobiti na to odgovor. Zdaj, pri terapevtskih izjemah nekaj moramo vedeti. Zagotovo obstajajo zdravila, ki jih morajo ljudje prejemati, kadar so bolni, poškodovani, pa vsebujejo prepovedane snovi. Vedno jih lahko uporabljajo, vendar zato obstaja sistem, ki mu rečemo pridobitev terapevtske izjeme. Terapevtska izjema je dokazilo, dokument, ki športniku omogoča uporabo prepovedane snovi v času bolezni ali poškodbe. Zato imamo na Slovadu ustanovljen poseben odbor, ki se mu reče odbor za podeljevanje terapevtskih izjem. Grem hitreje skozi, da ne bomo zamujali preveč. V osnovi imamo prepovedanih snovi oziroma postopkov tiste, ki so prepovedane samo na tekmovanjih in pa tiste, ki so prepovedane stalno. In pri tistih, ki so prepovedane samo na tekmovanju, je treba dobiti terapevtsko izjemo vsaj 30 dni pred tekmovanjem, pri ostalih je treba terapevtsko oziroma zahtevek vložiti takoj, ni treba nič čakati. Kdo je pristojen za terapevtsko izjemo in kdaj, so pa pravila igre. In ta pravila so zelo enostavna, ker jih je treba prenesti ali pa reflektirati enostavno iz športnih pravil. Če govorimo o nacionalnem tekmovanju, je zato pristojnost Slovado. Če govorimo o mednarodnem tekmovanju, je pristojna mednarodna zveza. V osnovi tako, pa če gremo po vrsti, športniki v testnih skupinah pri mednarodnih športnih federacijah, to se pravi tisti nogometaši, ki so v FIFInem programu, morajo te dokumente dobivati pri FIFI oziroma UEFI. Športniki v tujih klubih, ki igrajo v tujini, lahko dobijo terapevtske izjeme pri njihovih nacionalnih organizacijah oziroma pri UEFI. Športniki, ki so reprezentanti Slovenije, lahko dobijo pri nas. Naš dogovor, mi imamo namreč predpisan dogovor o sodelovanju z UEFO. Vsi slovenski prejmejo na Slovado in potem Slovado preko centralnega sistema komunicira z UEFO in UEFA registrira oziroma validira oziroma potrdi našo izdano terapevtsko izjemo. Tako da na te stvari morate biti pozorni, še posebej zato, ker je nepravilen postopek oziroma nepravilna ali pa športnik brez terapevtske izjeme na nek način v postopku oziroma v prekršku. Športniki prve lige pri moških in ženskah imajo enak status kot športniki, ki so vključeni v testne skupine, v pule, nacionalne pule, govorimo o pulih, v kateri so individualni športniki. To se pravi, nogometaši prve lige, moške in ženske, morajo pred uporabo zdravil z prepovedanimi snovmi pri nas zaprositi za terapevtsko izjemo. Praviloma vsi postopki pri nas so zelo kratki, razen če gre za zahtevne diagnoze. Tako da v dnevu dveh športnik dobi to terapevtsko izjemo. Ampak bodite previdni, zato ker to je. Pri vseh ostalih, ki jih testiramo in niso člani prve lige, moške in ženske, obstaja instrument retroterapevtske izjeme. Športnik lahko uporablja zdravila,
mora imeti za to ustrezno dokumentacijo, medicinsko dokumentacijo in ko bo testiran in če bo njegov vzorec pozitiven, bo na podlagi medicinske dokumentacije vložil zahtevek za retroaktivno terapevtsko izjemo, kar bo v disciplinskem postopku pomenilo, da ne bo kriv oziroma da bo ta postopek pravilno speljan. Tveganje za nenamerni doping, Nina, izvoli, meni se je čisto grlo posušilo. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Danes bom govorila predvsem o tveganju za nenamerni doping. Res je, doping je v nogometu, tako kot je v vsakem drugem športu, ampak še vedno večina športnikov je čistih. Mi smo prepričani, da tudi v Sloveniji imamo ogromno čistih športnikov in bi jih radi na vsak način zaščitili. Tveganje za nenamerni doping pa je v bistvu tista stvar, ki predstavlja največjo grožnjo tem čistim športnikom. Skladno s protidopinškim kodeksom velja načelo objektivne odgovornosti, ki pomeni, da je športnik kriv za vse, kar se najde v njegovem telesu. Ne glede na to, kako je stvar prišla v njegovo telo, govorimo jasno o pozitivnih primerih, športnik na koncu vedno odgovarja. Kako lahko pride do tega, da je športnik zaužil nekaj, kar ni vedel, je več različnih možnosti. V prvi vrsti je to nezavedno jemanje. Znani so primeri iz vzhodne Nemčije v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, kjer je bilo v bistvu v dopinški program vključenih nekje 10 000 športnikov. Ti športniki niso vedeli, da jejo prepovedane snovi, dajali so jim jih njihovi trenerji, njihovi zdravniki. Rezultate so dosegali sicer zelo dobre, ampak zdravstvene posledice, s katerimi se danes soočajo, so seveda zelo hude. Naslednjo grožnjo predstavljajo zdravila v prosti prodaji. V slovenskih lekarnah se da najti kar nekaj zdravil, ki vsebujejo prepovedane snovi, zato je vaša naloga, da športnike opozarjate na take stvari. Mi tudi to delamo preko naših ozaveščanj, ampak prav je, da tudi vi veste. Na levi strani imate 3 zdravila, ki jih verjetno vsi poznate. Klaritin proti alergijam, aspirin in pa daleron proti prehladam, gripom in tako naprej. Vsa zdravila na levi strani niso problematična, ker ne vsebujejo nič prepovedanega. Zdravila na desni strani so zelo podobna, s podobnimi imeni, uporabljajo se za iste stvari, ampak vse vsebujejo prepovedane snovi. Če športnik, ko pride v lekarno, ne pove, da je vrhunski športnik in opozori farmacevta, da ne sme jesti prepovedanih snovi oziroma da mora biti na to pazljiv, se lahko zelo hitro zgodi, da bo zaužil nevede nekaj, kar je prepovedano. Naslednji problem predstavljajo manjkajoče oziroma neustrezne terapevtske izjeme, o katerih je ravnokar govoril Jani. En primer iz kolesarstva. Simon Yates, britanski kolesar, jemal je zdravila za astmo. Na testu je bil pozitiven, uradna izjava kluba je bila, da je klubski zdravnik pozabil zaprositi za terapevtsko izjemo. Kljub temu je bil športnik izločen iz športa za 4 mesece. Če si predstavljate, da je to lih pred nekim velikim tekmovanjem, svetovnim prvenstvom, evropskimi olimpijskimi igrami, v primeru kolesarstva pred kakšno od velikih dirk, je dejansko športnikova kariera uničena zato, ker zdravnik in na koncu tudi športnik ni imel dovolj znanja, da bi lahko pravočasno zaprosil za terapevtsko izjemo. Pri zdravnikih zelo velikokrat pride do napak, kasneje boste videli, da tudi v bistvu pri reprezentančnih zdravnikih, pri klubskih zdravnikih, ki bi mogli te stvari vedeti. Nekaj let nazaj je bila v Sloveniji narejena raziskava, podatki so gor predstavljeni in sicer med zdravniki in pa farmacevti. Lahko vidite, da v bistvu nekje polovica, malo manj, malo več, slovenskih zdravnikov in farmacevtov ima zelo slabo znanje o boju proti dopingu v stvarih, ki so prepovedane. Se pravi, je še to bolj pomembno, da se vi zavedate tega in da se tega zavedajo vaši športniki, da lahko res, kadarkoli grejo k zdravniku oziroma stopijo v lekarno, opozorijo na to, da so lahko testirani in da ne smejo jemati prepovedanih snovi. Primerov v svetu zaradi zdravniških napak je seveda še veliko. Mogoče 2 taka najbolj posebna, primer Andreja Raducan, romunske gimnastičarke z olimpijskih iger v Sydneyju, kjer je reprezentančni zdravnik dal zdravilo proti prehladu, ki se ga da kupiti v vsaki trgovini. Zaradi tega je bila ona na dopinškem testu pozitivna in izgubila zlato olimpijsko medaljo. Drug primer srbskega rokometaša, ki so mu kar 3 različni ekipni zdravniki predpisali zdravilo, ki je vsebovalo prepovedane snovi. Se pravi, 3 zdravniki so naredili napako,
Športnik je na koncu vseeno dobil 10-mesečno izločitev iz športa, kljub temu, da je bila krivda na strani zdravnikov. Prehranska dopolnila pa verjetno tista, ki so najbolj razširjena in na koncu predstavljajo največjo grožnjo našim športnikom. V osnovi so prehranska dopolnila živila v koncentrirani obliki, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano in ne smejo biti nadomestek uravnoteženi prehrani. Nekje med 60 do 80% vrhunskih športnikov naj bi se prehranskih dopolnil posluževali, pri mladih je odstotek nekje od 30 do 50, se pravi številka zelo velika. Kot glavne razloge pa športniki za uporabo prehranskih dopolnil navajajo pomoč pri regeneraciji po treningih, izboljšanje zdravja, izboljšanje telesnih zmogljivosti, preprečevanje ali zdravljenje bolezni in pa nadomeščanje neustrezne prehrane. Mi v sklopu naših preventivnih protidopinških programov striktno športnikom svetujemo, naj prehranskih dopolnil ne uporabljajo. Zakaj? Zato, ker predstavljajo, kot sem že omenila, res zelo veliko tveganje za nenamerni doping, ker je tržišče prehranskih dopolnil praktično nekontrolirano in se da kupiti lih vse, kar so se spomnili na tem svetu preko interneta, pa je jasno ta izbor še toliko večji. In po že omenjenem načelu objektivne odgovornosti so športniki na koncu odgovorni, tudi če uspejo dokazati, da so bila prehranska dopolnila kontaminirana in so bili zato pozitivni, bodo še vedno dobili izločitev iz športa. Največji problem prehranskih dopolnil je v tem, da lahko vsebujejo snovi, ki niso testirane za varnost in učinkovitost. Samo nekje med 5 do 10% prehranskih dopolnil na tržišču naj bi bilo dejansko učinkovitih. Lahko imajo drugačno sestavo, kot je navedeno na etiketi, se pravi, da lahko vsebujejo snovi, ki niso navedene oziroma niti ne vsebujejo snovi, ki naj bi bile v prehranskem dopolnilu, kar pomeni, da je taka prehranska dopolnila brez veze jemati. Lahko vsebujejo prepovedane snovi in še eden izmed večjih problemov je, da športniki običajno jemljejo prehranska dopolnila na lastno pest. Zato, ker jemlje to sotekmovalec, ker je videl v kakšni reklami, pa ga je reklama prepričala in tako naprej. Se pravi, jemljejo stvari, kjer jih običajno niti ne potrebujejo. Do kontaminacije prehranskih dopolnil, se pravi, da prehranska dopolnila vsebujejo prepovedane snovi, lahko pride na dva načina oziroma tri. Ena je nepravilna označitev, se pravi, da sploh ni navedeno, da ta prehranska dopolnila vsebuje prepovedane snovi. Drugo je navzkrižna kontaminacija. Običajno se to zgodi, kadar prehranska dopolnila izdelujejo v obratih, kjer delajo tudi ostale prepovedane snovi, ali pa namerno dodajanje. Dodajo prepovedane snovi prehranskim dopolnilom, tega ne napišejo na etiketo, zato da ta prehranska dopolnila potem dejansko učinkujejo. Taka prehranska dopolnila so na voljo tudi v Sloveniji. Po veru Zveze potrošnikov Slovenije ne bi se okrog 17% prehranskih dopolnil v Sloveniji oglaševalo na zavajajoč način, se pravi, da obljubljajo nekaj, kar v resnici ni res. 7% dopolnil pa ne bi bilo celo nevarnih za zdravje. Primeri iz tujine pričajo o tem, da uporaba prehranskih dopolnil lahko vodi tudi do smrti, kljub temu, da so ugotovili, katera prehranska dopolnila so povzročila smrt. V teh dveh primerih so ta prehranska dopolnila še vedno na voljo na tržišču in se jih da kupiti na spletu še danes. Če govorimo o tveganju za nenamerni doping pri športniku zaradi kontaminacije prehranskih dopolnil, na levi strani podatki iz raziskave, kjer so na 5 prostovoljcih testirali, koliko časa ta kontaminirana prehranska dopolnila lahko povzročijo pozitiven rezultat. Urin so jim imeli na vsake 2 uri in potem spremljali rezultate. En športnik bi bil pozitiven še 10 ur po zaužitju prehranskih dopolnil, ostali 4 pa po 22 urah in več. Kot sami veste, večino prehranskih dopolnil se jemlje na dnevni bazi, se pravi športnik, ki je po nesreči kupil prehranska dopolnila, ki so kontaminirana, bo sigurno padel na dopinškem testu. Ni pa problem samo to, da bo športnik izločen iz športa, problem je tudi, da so ta prehranska dopolnila kontaminirana z resnimi snovmi, kot so steroidi, poživila, beta-2 agonisti, se pravi stvari, ki za zdrave ljudi pomenijo nevarnost za zdravje. Zato lahko prehranska dopolnila tudi povzročajo resne zdravstvene posledice.
Mi se zavedamo, da ne bomo vseh športnikov prepričali, da ne jemljajo nikakršnih prehranskih dopolnil, zato smo pripravili neka priporočila, česa naj se izogibajo, na kaj naj pazijo pri tem, ko kupujejo prehranska dopolnila. V prvi vrsti je sigurno, naj se najprej posvetujejo s svojim izbranim zdravnikom oziroma nutricistom, kaj sploh rabijo in v bistvu s tem zmanjšajo že število prehranskih dopolnil, ki jih jemljajo. Naj nikoli ne kupujejo prehranska dopolnila na spletu, naj se izogibajo vseh dopolnil, ki se oglašujejo kot najnovejši znanstveni dosežki, kako so samo to naravna dopolnila, ki vsebujejo snovi, ki imajo veliko snovi, ki se končujejo na kratice ol, diol in to, kar imate gor napisan. Se pravi, povsod, kjer je oglaševanje zelo močno in zelo prepričljivo, je velika verjetnost, da s temi dopolnili nekaj ne bo v redu. Največ ali pa najboljš, kar lahko naredijo, je, da po posvetu z zdravnikom oziroma nutricistom prehranska dopolnila kupujejo v lekarnah od znanih proizvajalcev, takih, ki so že dolgo na tržišču in ki jih ne morejo nikoli povezati z nekimi aferami v dopinškem svetu. Športniki se morajo vedno, preden karkoli zaužijajo, najprej vprašati, ali je to prehransko dopolnilo sploh učinkovito, ker če ni učinkovito, je brez veze, da ga jemljajo. Če je učinkovito, ali je dovoljeno in če je dovoljeno, ali je varno. In potem naj dajo na vago in se odločijo, a je smiselno jesti neko prehransko dopolnilo in ob tem tvegati pozitiven dopinški rezultat, ali je mogoče boljše najprej na področju prehrane spremeniti kakšne stvari, pa v bistvu že s tem doseči želene rezultate. Kar se tiče vaše vloge v boju za čist šport, v lanskem letu smo naredili raziskavo med vrhunskimi slovenskimi športniki in pa trenerjev, kjer je sodelovalo 156 trenerjev iz različnih športnih panog, 30 od tega jih je bilo ali pa vas je bilo iz nogometa. Med drugim smo spraševali tudi o odnosu do dopinga. Eno izmed vprašanj je bilo, ali bi se mogli športniki, polnoletni športniki sami odločiti, ali se bodo posluževali dopinga ali ne in da v bistvu nadzor ni potreben. Pri analizi vseh rezultatov lahko vidimo, da 75% vseh trenerjev meni, da je nadzor potreben, se pravi, da ne smemo pustiti športnikom, da se kar dopingirajo, kolikor se hočejo, 17% vseh trenerjev meni, da nadzor ni potreben. Se pravi, da legalizirajmo doping in naj vsak počne, kar hoče. Ko sem pogledala rezultate samo nogometnih trenerjev, je odstotek narastel na kar 30%. Se pravi, 30% vas oziroma vaših kolegov meni, da je boj proti dopingu brezvezen, da pustimo športnikom, da delajo, kar hočejo, ne glede na zdravstvene posledice. Zato smo danes tukaj, da vas prepričamo, da boj proti dopingu je pomemben, zdravstvene posledice so lahko res hude, predvsem je pa vaša vloga v tem boju proti dopingu velikega pomena. V kodeksu so zapisane vloge in obveznosti spremljevalnega osebja, se pravi poleg trenerjev tudi vseh, ki kakorkoli delujejo športnikom, kjer v prvi vrsti piše, da morate poznati protidopinška pravila, tako mednarodna kot nacionalna, da morate sodelovati s programom testiranja in pa preventivnimi programi. V naših zadnjih letih smo naredili kar nekaj preventivnih programov in nekajkrat se je zgodilo, da trenerji niso sodelovali z nami, z našimi ambasadorji, da so bili kontra njim. Prej sem govorila odnos do boja proti dopingu. Če boste imeli vi pozitiven odnos do boja proti dopingu, sem prepričana, da ga bodo imeli tudi vaši igralci. Posledično na naših predavanjih, ko obiskujemo vaše igralce, ne bomo imeli nobenih problemov, ker nas bodo vsi poslušali, ker bodo vedeli, da je to za njih zelo pomembno. Vi ste tisti, ki lahko vplivate na športnikove vrednote in vedenje in posledično na njihov odnos do boja proti dopingu. In pa zraven še dve stvari sta tudi navedeni. Eno je, da v primeru pozitivnih primerov sodelujete s protidopinškimi organizacijami in zagotovite podatke, ki jih imate v določenem primeru. In pa seveda upam, da ni treba tega posebej poudarjati, da ne posedujete ali preprodajate prepovedanih snovi in postopkov športnikom. Če na kratko povzamem, vaša glavna naloga je, da poskrbite, da vaši športniki poznajo pravila nacionalna in pa mednarodna, da se zavedajo svojih pravic in pa svojih dolžnosti v boju proti dopingu, da vaši športniki poznajo tveganja, ki jih zdravila, prehranska dopolnila in pa neke socialne droge, ki so tudi precej popularne, predstavljajo za njihovo športno kariero, da vejo, komu lahko zaupajo, da lahko vedno zaupajo svojim mednarodnim zvezam, da lahko vedno zaupajo nam kot protidopinški organizaciji,
da vejo, s kakšnimi ljudmi delajo, katerim zdravnikom, katerim drugim članom spremljevalnega osebja lahko zaupajo, katerim pa mogoče ne, in da se športniki vedno obnašajo tako, da so vzor mladim, da so vzor svojim prijateljem, družini in pa sotekmovalcem. Sami veste, da se športniki na svoji športni poti pri doseganju ciljev zanašajo predvsem na znanje, usmeritve in pa nasvete vas trenerjev. Z vašo pomočjo lahko stvari spremenimo, ker če boste imeli vi pozitiven odnos do boja proti dopingu in boste skrbeli, da vaši športniki ne bodo jemali česa prepovedanega in se zavedali tveganja, ki ga doping predstavlja, potem bo tudi naše delo lažje in skupaj lahko naredimo in ustvarimo generacijo slovenskih športnikov, ki se ne bo dopingirala. Omenili smo že, da z Nogometno zvezo izvajamo že od leta 2013 naprej skupen protidopinški program. Nogometna zveza je na tem področju vodilna, kar se tiče nacionalnih panožnih športnih zvez v Sloveniji in veseli smo, da tako dobro sodelujemo. 3 različni programi potekajo in sicer en program je testiran v prvi ligi Telekoma Slovenije, ta poteka že od leta 2013. Na drugi strani so preventivni programi, kjer smo zdaj končali 4-letnim ciklusom, v katerega so vključeni vsi člani reprezentanc od U15 do 21, igralci prve in druge mladinske in kadetske lige ter pa igralke prve ženske lige in pa lige deklet do 17 let. Posledično pa v preventivnih programih izvajamo tudi testiranja v vseh omenjenih ligah, vendar bolj kot preventiva. Tukaj je statistika za zadnjih nekaj let, koliko testiranj smo naredili, številka se giblje nekje med 88 in 102 testiranja na leto. Kot sem že rekla, v mladinskih ligah, predvsem kot sredstvo preventive, želimo se, da se športniki zavedajo, da so lahko testirani kadarkoli in kjerkoli, kar mislimo, da potem jih to tudi odvrača od jemanja prepovedanih snovi. Programi ozaveščanja jih mi postavljamo na zelo visoko mesto v našem nacionalnem programu boja proti dopingu. Športniki imajo pravico biti informirani in prav je, da so informirani zato, da ne prihaja do nepotrebnih napak. Med samimi ozaveščanji, ki potekajo v obliki predavanj na skupnih pripravah klubov ali reprezentanc, dajemo poudarek predvsem na pravilih, samo postopku kontrole dopinga, opozarjamo jih na tveganje za nenamerni doping in pa kakšne so nevarnosti jemanja prepovedanih snovi, se pravi zdravstvene posledice. Probamo jih malo prestrašiti tudi z slikami, nazornimi slikami zdravstvenih posledic, da bi jih s tem odvrnili od jemanja prepovedanih snovi. V zadnjih 4 letih smo naredili izobraževanja za skoraj 2000 mladih nogometašev in nogometašic, kar mislim, da je zelo dobra številka, kot omenjeno, gremo zdaj v drug ciklus, se pravi spet v reprezentance in potem naprej v lige, tako da dejansko v nekaj letih ne bo več slovenskega nogometaša, ki ne bi slišal našega protidopinškega predavanja. Hvala lepa, naši kontakti, če nas boste kaj rabili.